Maška Bojnec in danes vam bom predstavila nadaljevanje tega, kako deluje orodje Copernicus Browser. V prejšnjem videu smo si pogledali, kako deluje sam ta uporabniški vmesnik oziroma userface, kako deluje ta zavihek Visualize in Search. Danes pa se bomo podrobneje spoznali s temi funkcijami na desni strani zaslona. In sicer najprej se bomo, tako kot vedno, odpravili do kraja oziroma mesta, ki ga želimo analizirati oziroma prikazati satelitske posnetke. In to bo danes Kostanjevica na Krasu, ker bomo pozneje prikazali ta požar na Kostanjevici na Krasu z timelapse animacijo, ampak to še vse sledi. Torej, Kostanjevica na Krasu, Google Search smo izbrali, kliknemo na Kostanjevica na Krasu, da nas približa na izbrano območje. Potem izberemo, tako kot vedno, datum, za katerega želimo analizo, pa lahko ostanemo kar v avgustu 2025, pustimo ta max coverage na 30%, izberemo recimo 7. avgust. Naloži se nam posnetek, lahko ponovno izberemo indeks NDVI, ker je za ta orodja, ki jih želimo zdaj uporabiti, precej smoteren. In ker smo ga že v prejšnjem videu spoznali, bomo kar z njim nadaljevali. Torej, izbrali smo datum, približali na območje, izbrali indeks NDVI. Tokrat torej podrobneje spoznamo ta orodja. Najprej je orodje Create an Area of Interest, ki pomeni označi območje svojega zanimanja. Recimo, izberemo ta pravokotnik in lahko izrišemo, recimo izbran en pravokotnik željen. Za ta izrisan željen pravokotnik se nam izpiše njegova površina v kvadratnih kilometrih. Možnost te ikonice je, kjer se torej približa na narisan izbran pravokotnik, če recimo zaidemo in odtavamo v zemljevidu, pa pozabimo, kje imamo ta pravokotnik, lahko vedno kliknemo to ikonico in nas približa nazaj. Potem ekstremno zanimiva funkcija je ta Statistical Info in sicer lahko potem malo umaknemo iz tega na stran, ta okvirček, nastavimo na 30% oblačnost ponovno in izberemo recimo obdobje enega leta. 1 year, tukaj piše zgoraj, oziroma obdobje enega leta. In zdaj se nam bo za ta izbran kvadratek, torej ta izbran kvadratek, narisala povprečna vrednost NDV indeksa na tem izbranem kvadratu za te čase, ki so prikazani spodaj. In recimo vidimo, da NDV indeks po zimi upade, z to eno izjemo, recimo 19. januarja, lahko da je prišlo do kakšne napake na satelitu, in potem upada, pač trendna črta se vidi, da pozimi upada in poleti začne NDV indeks naraščati, kar je pričakovano. Pozimi je vegetacija manj bujna, manj klorofila vsebuje, poleti ga vsebuje več. Torej, na X osi so datumi, na Y osi so označene vrednosti NDV indeksa. Če kliknemo na to posamezno pikico oziroma se ji približamo, lahko vidimo, da je to prikaz, torej gre za soboto, 24. maja 2025, kakšen je bil indeks oziroma povprečna vrednost indeksa na ta datum. To lahko naredimo torej za 5 let, 2 leti lahko zračunamo statistiko, za 6 mesecev, 3 mesece, 1 mesec. In ko se ta statistika torej izračuna, se tukaj spodaj pojavi gumb Export CSV oziroma da se lahko na lokalen računalnik prenesemo Excel tabelo z vrednostmi NDV indeksa in recimo primerjamo za več različnih območij, če želite kaj takega narediti. Naslednje lahko torej tudi narišete, narisali smo prej s tem pravokotničkom, zdaj lahko izberemo ta svinčnik in ko želite narisati, torej začnete tako, da začnete na točki, kjer želite začeti risati, en klik, potem pa vlečete naslednji klik in še naslednji klik in vedno je en klik, dokler ne želite zaključiti, se približate začetni točki in dvojni klik, da se vam nariše ta novi izbran oziroma narisan štirikotnik. Ko želite oba štirikotnika izbrisati, torej ste pregledali statistiko, ki ste jo želeli, lahko kliknete na ta X in se bosta oba izbrisala. Naslednja funkcija, oziroma orodje, ki lahko uporabimo, je Draw a Line oziroma narišete črto. In sicer kliknete ta svinčnik in spet začnete tako, da en klik in začnete vleči v smer, v katero želite iti. Naslednji klik in potem klik, klik, klik. Ko želite zaključiti, ponovno dvojni klik. Ta orodje Draw a Line oziroma narišite črto je ekstremno uporabno, spet nam izračuna dolžino
celotne črte v kilometrih, ampak njena najbolj uporabna funkcija je pa ta ikonica tukaj, elevation profil oziroma višinski profil. Ker se za to narisano črto nam da možnost višinskega profila. Na x osi je distanca v kilometrih te izbrane črte, na y osi je elevation oziroma nadmorska višina. Če se po višinskem profilu premikamo, vidimo, da imamo možnost torej distance, kje na črti smo, kakšna je tukaj elevation oziroma dvig površja in kakšen je slope oziroma naklon v odstotkih. In tako kot se pomikamo tukaj na levi strani na višinskem profilu, se pomikamo tudi kot vidite, z belo pikico po tej narisani črti, da točno vemo, na kateri točki je ta izbrana višina, naklon in distanca. Ekstremno uporabna funkcija. Ko smo narisali črto in pogledali ta višinski profil, ponovno lahko zapremo sta x oziroma remove geometry oziroma odstrani geometrijo. Podobna funkcija je ta mark point of interest oziroma ta ikonica, kjer pa samo za določeno izbrano, torej z levim klikom spet izberemo območje in točno za to pikico se nam izpiše NDV indeks, ki je precej visok, skoraj 0,9, gre za gozd, zdravo, bujno vegetacijo. Ponovno lahko izračunamo NDV indeks za to območje, recimo za 1 leto, zmanjšamo oblačnost na 30% in vidimo za točno to pikico, kako se je NDV indeks spreminjal. Deluje na zelo podobnem principu kot prej za malo večje izbrano območje, ki smo ga narisali. Ponovno, ko to storimo, zapremo, torej s tem se spet približamo na območje. To ikonico pa znalašč ignoriram pri vseh orodjih, ker nam za naše osnovne analize ne koristi kaj veliko. Naslednje orodje je measure, in sicer orodje, s katerim lahko izmerimo in je uporabno predvsem zato, ker je precej natančno in se z njim lahko gibamo in obkrožimo izbrano neko območje. Ponovno za vsako to pikico moramo narediti klik in tako lahko obrobimo recimo nekaj. Zdaj bomo kar tako na hitro končali, ko želimo končati dvojni klik. Ampak kot vidite, na tem zgornjem smo lahko precej natančni. Izračuna se nam pa obseg in površina v kvadratnih kilometrih. Naslednje orodje je to, in sicer download image, kjer se lahko naložimo na računalnik kako PNG sliko. Meni osebno najljubše in izredno uporabno orodje je pa Create Time-Lapse Animation. In sicer gre za animacijo, ki bo prikazovala posnetke skozi izbrano časovno obdobje. Na Kostanjevico na Krasu smo se takoj odpravili kot izbran kraj, ker je leta 2022, ko se verjetno spomnite, na tem območju izbruhnil eden največjih požarov v zgodovini Slovenije. In je možno recimo s to animacijo, time-lapse animation, ustvariti animacijo, kako se je požar začel, se od tega oddima, torej od tega, kje se je začel, pa do kako pustošenje je pustil v naravi. Zato bomo najprej izbrali ta sloj false color, ker je to sloj, ki omogoča, da se ta požar oziroma zdrava in nezdrava vegetacija zelo dobro loči med seboj. Potem se bomo pa pomaknili na datum in bomo izbrali leto 2022, ko se je požar pojavil, in mesec julij. Izbrali bomo ta 9. julij, nekaj dni torej pred požarom, ker se je požar pojavil tam okoli 17. julija oziroma 15. julija. In kliknili na to ikonico Create Time-Lapse Animation. Ta ikonica nam torej zdaj obrobi s to modro območje, ki ga bo vključilo v to svoj time-lapse animacijo. Izbrali smo območje, da lahko zdaj torej z levim delom podrsamo, katero območje želimo vključiti. False color že imamo in kliknemo na ta sredinski gumb Predvajaj. Odpre se nam zavihek, ki ustvarja time-lapse animacijo. Ponovno tukaj lahko datum malo spremenimo, ampak pustimo kar na 9. julij. Pa recimo si izberemo leto 2022, pustimo pa, da bomo do oktobra, do recimo 27. oktobra ustvarili animacijo. S tem, če bi tukaj obklikali filter by months, bi lahko izbrali, katere mesece želimo v svoji animaciji. Mi bomo kar pustili vse mesece, smo itak nastavili samo na 3 mesece oziroma na 4 mesece. Select one image per pomeni izberi eno sliko na dan, teden,
mesec ali leto. To pomeni, da če damo na dan, pomeni, da bo izbralo torej za čisto vsak dan, ko je možna slika, torej spet videna in obarvana z modro barvo, da bo ta slika vključena v animacijo na week, če bi izbrali, torej izberi eno sliko na teden, bi recimo iz tega tedna Copernicus browser izbral eno sliko, ki bi jo prikazal. Oblačnost bomo spet pustili na 30%, false color je sloj, ki smo ga torej že prej izbrali in kliknemo ta velik search button oziroma ta zeleni search gumb. Zdaj se nam tukaj nalagajo torej satelitski posnetki, kot vidimo, za izbrano oblačnost, za primeren časovni okvir in na dan. Vseeno je pametno, ko se slike naložijo do konca, da jih sami pregledate in vidite, če so primerne. Recimo ta 12.7. ima že preveliko oblačnost in ga ne bomo vključili, zato ga ta kljukico tukaj odkljukamo, se pomikamo naprej in vidimo, evo ga, recimo 17.7. se vidi, kje se je požar začel, to je dim, potem pa kako se je začelo širiti ta požar, kako je recimo v 3 dneh iz take poškodovanega ozemlja prešel na to in potem se samo širil in še huje, recimo tega bomo tudi izločili, zaradi tudi tega, vidite, ni smiselno, da ga odhranimo zaradi oblakov in tudi tega. Če so kakšni taki oblaki, je smiselno, da ohranimo, tudi tega bomo izločili in tega. Evo ga, super. In zdaj se lahko animacijo tukaj predvajamo in pregledamo. Omenimo še, da je možna ta transition oziroma prehod med satelitskimi posnetki. Lahko imamo nam prehod ali pa fade, recimo, da se iz enega v drugega prelivajo posnetki. Zgoraj v desnem kotu animacije bo vedno datum in tukaj s to ikonico poženemo in pogledamo našo animacijo. Torej zdaj imamo prehod fade, kjer se satelitski posnetki prelivajo en v drugega. Lahko izberemo tudi prehod none, torej da je brez prehoda, da samo se slike nizajo ena med druge, recimo bolj tako prav nizanje. Če želite si animacijo prenesti na lokalni računalnik, tukaj lahko kliknete ta zeleni gumb download in se vam prenese v obliki gifa, recimo tukaj zgoraj v obliki gifa in si lahko to potem animacija, kot ste ustvarili, se prenese tudi na računalnik, lahko date kako predstavitev za v učilnico ali na kako drugo predavanje. In tako se ustvari animacija oziroma time-lapse animation. Ko ste konec, kliknete na ta gumbek zgoraj in zaprete. Če ne želite več ustvarjati animacij, to zaprete s tem gumbom tukaj, da kliknete še enkrat na create time-lapse animation. Naslednja zanimiva funkcija, ki jo bom pokazali, je ta Visualize Terrain in 3D. In sicer za namen tega se bomo pa premaknili v Alpe, ker imajo najbolj razgibano območje oziroma pri nas, v našem delu, smo pa šli v italijanske Alpe. Izbrali bomo True Color oziroma naravne barve območja. Izbrali datum, kjer je satelitski posnetek za to območje na voljo, recimo 2. julij 2022. Prej se nam noben ni naložil, ker vidite 9. julij 2022, ki smo ga imeli izbranega, ni bil za to območje na voljo in za 30% oblačnost. Zato si moramo izbrati vedno en posnetek, ki je obarvan v teh modrih barvah. Kliknemo na ta 3D, Visualize Terrain in 3D in nas vrže v 3D animacijo. Počakamo, da se območje naloži, torej malo tukaj počakamo spodaj, desno sicer se ne vidi zaradi moje ikonice, zaradi pač mojega okvirčka, v katerem razlagam, ampak se potem naloži. In sicer se tukaj potem lahko premikamo s tema dvema ikonama. Spodnja se premika gor, dol, tako kot če bi obračali glavo, torej levo, desno, gor in dol. In ta ikonica naprej in nazaj, čisto zgornja. Ta čisto spodnja, kjer sta plus in minus, pa plus predstavlja, da se približamo bližje območju, minus pa, da se dvignemo više. To se mi zdi super orodje za torej vizualizacijo 3D terena, ekstremno zanimivo, interaktivno, torej premikanje je tudi možno po tem orodju.
V 3D orodju je možno tudi spreminjati sloje, tako kot recimo v 2D pogledu, recimo NDVI sloj, spet moramo počakati, da se naloži, sicer vidite, da je manj kvaliteten in manj primeren. Okej, saj ko se naloži, postane bolj, ampak tudi NDVI sloj, meni je sicer v 3D ta True Color oziroma naravne barve najboljši za to vizualizacijo. Ni pa vseh tistih orodij, ko so pri 2D, je možnost tega prenosa in je možnost tega create time-lapse animation, ki je ekstremno zanimiva. Torej možno izdelati tudi ta time-lapse animacijo v 3D pogledu po enakem principu kot prej, torej izberete datume, filtrirate lahko po mesecih, izberete, na kateri dan, sloj že prej izbran, oblačnost, greste skozi poglede, če vam kateri od pogledov ni všeč. Sicer tukaj moram opozoriti, da seveda traja dlje časa, da se naloži, Copernicus browser dela s satelitskimi posnetki, potrebno je imeti dober Wi-Fi, nič za to. In potem, tako kot smo prej kazali, si tako animacijo lahko izdelate in prenesete. Ko želite nazaj v 2D pogled, klikate tukaj 2D map view in se vrnete nazaj v prejšnji pogled 2D zemljevida. To so prikazana vsa orodja, recimo mogoče tukaj zgoraj ta information še edino, ki ima show tutorial, torej ta about Copernicus browser page je ista stvar, ista spletna stran, kot smo pokazali v prejšnjem videu. Torej, ko je tukaj about. Vsa druga orodja smo pa dejansko danes že razložili. Razen tega zadnjega, torej če gremo spet na NDVI sloj, se nam ta histogram orodje še omogoči, kjer je viden histogram za indeks NDVI, torej histogram vrednosti, torej katera frekvenca je na tem izbranem območju NDV indeksa največja. To je to. Mislim, da smo s tema dvema videoma, torej s tem videom in s tistim prejšnjim, razložili osnovne funkcije in kako deluje ta uporabniški vmesnik oziroma user face samega Copernicus browserja. V naslednjih videih bomo pa razložili, kako te funkcije in kako orodje Copernicus browser lahko uporabite za neke željeno analizo izbranih problemov, vse od vojn do razmišljanja o trajnostnem razvoju in tako naprej. Tako da upam, da je bilo razumljivo in se vidimo v naslednjem videu.